Ja, veste, že kar desetletja velja, da se ljudi ne sme sežigati na grmadah, ne. Lahko se jih drugače stigmatizira, lahko se jim obesi kakšno kleveto, ne more se jih pa sežgati, kot vidite, sem še tukaj. Ne vemo pa, kako bo vnaprej. Tako kot kaže, se znajo ti časi vrniti. Ja, ampak vseeno človek ima tak pomirjajoč občutek, če ga imajo za čarovnico. Konec koncev to ti dajo tudi priznanje, da si nekaj drugačnega, nekaj boljšega, da znaš iz tistega, kar imaš, nekaj pričarati, kar drugim ni dano, in to je velika prednost. Kaj je prava čarovnija? Prava čarovnija je umetnina, ki nastane na videz iz nič. To je prava čarovnija. Ker pa je seveda ta trend čarovništva se krasno razpasul, ne. Imamo pa numerologe, DOO, pa imamo jasnovidke, DOO, pa imamo geomante, DOO, pa imamo, ne vem, kaj še vse je, gre kar po telefonu, ne. Pa tam ene kristale razpostavlja, pa po telefonu kličejo. Ja, jaz bi pa še za moža vprašala. Aha, reče, kaj je pa z levim kolenom od vašega moža? Ja, nič ne vem, ja, pa ga res nekaj boli. Ja, se vidim tlele, ne, kar takole v kamero, ne. To je zdaj, kar je po svoje, je zabavno. Sej ni krivda v goljufih, sej ni krivda v bleferjih. Človek se pač pregrebe do keša, kakor ve in zna. Kriva je neukost ljudskih množic, neizobraženost, krivo je to, da ljudje ne berejo ničesar drugega razen Direkta, Slovenskih novic, Lejdi in tako naprej. Krivo je to, da je knjiga postala nekaj, kar je pač odveč. To je za tiste, ki ne vejo v življenju kaj drugega početi, pa berejo knjige. Običajno se reče, saj jaz bi tudi bral knjige, ampak jaz nimam časa. Mislim, zakaj pa nima časa? Cel popoldne smrdi v bifeju ob piru, pa nima časa brati, ne. Ali pa reče, ja, pa knjige so tako drage. Tudi, če bi bile knjige po $1, jih ravno tako ne bi kupovali tisti, ki jih ne marajo. Zato se mi zdi ta propaganda za knjige popolnoma nesmiselna. In mislim, da nihče, ki se je izgovarjal na to, da ni bral zato, ker ni imel v življenju časa ali priložnosti, ne bo nikdar postal bralec, ker je prepozno, da bi se v njem razvila ena bralna kultura. In zato neukost. In zato ljudje, ki niti površno ne preberejo zgodovine, kaj sveta, kaj Evrope, kaj šele Slovenije, nimajo pojma o zgodovini lastne države.